tokrat v Bedniku. Vpliv študija stare grščine na iskanje zaposlitve. Zločin in kazen v visokih petah. Someljeji za pivo. Vrne se stari znanec. In dokončna rešitev migrantske krize. Sreda je bila 5. oktober, ko smo prvič spoznali Roberta, 32-letnik, ki že 2 leti neuspešno išče službo, kljub diplomi. Je diplomirani upravni organizator, ima 2 leti in pol delovnih izkušenj na bankah. 2 leti in pol izkušenj pri 32 letih. Pa kaj je počel celo življenje? Iza, 28-letnica, zaključuje študij filozofije in stare grščine. In ne dobi službe. Ko smo mi rastli gor po osamosvojici, so nam skozi govorili, da moramo ti sam doštudirati, pa boš dobil službo. Zdaj so se te časi toliko spremenili, da je dejansko vprašanje. Ja, naše babice in detki niso imeli nobenih problemov dobiti službe z njihovimi diplomami sociologije in primerjalne književnosti. A hitro se to sprevrže v drugo smer. Se mlade brezposelne prepriča, da morajo izkoristiti vsako priložnost. Vedno se mi je zdelo, kot da so edini ljudje, ki jim tej sindikati pomagajo priti do službe, oni, ki so tam zaposleni. Robert je dobil zaposlitev preko javnih del za 1 leto na sindikatu Mladi Plus. Takšni mladi bi bili brez podpore staršev obubožani in brezdomci. Mogoče bi pa lahko prav pri tej skupini uvedli univerzalni temeljni dohodek. Kako je lahko univerzalni, če ga uvedeš samo za nekatere? Kaj si ti prizadeta? Ne za voljo burgerjev, ampak za voljo poguma sta znova zaživela, ker si življenja odvisnega od socialne pomoči razlagata pač nista predstavljala. To je meni pod častjo, ne? Zdaj, ker sem mlada in zakaj bi pač izkoriščala državo, da me podpira, če imam roke, če imam noge. Ljubljanski policisti so v začetku meseca obravnavali dogodek, v katerem naj bi se 30-letni moški poškodoval s kuhinjskim nožem. Moški je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Policisti so pozneje ugotovili, da je moškega zabodla 22-letna ženska. Kako ni bilo to očitno? Ti bi imel nož v prsih in je preživel do bolnice. Kaj so se pogovarjali v rešilcu na poti? O fucking vremenu ali kaj? Očitno, ko nekoga ubiješ, moraš to objaviti na Facebooku, drugače ne štekajo. V preiskavi so policisti ugotovili še, da je ženska pred 2 letoma v Španiji poskušala z nožem ubiti svojega takratnega partnerja. Božica, 2 leti je mogla čakati na popravni izpit. In kako huda mora ta pička zgledati, da si najde tipe tudi potem, ko kakšnega zabode? V zadnjih 6 letih se je v zaporu na Igu znašlo 27 nosečnic. Kaj vzbudi v ženskah nek materinski čut točno takrat, ko so obsojene na zapor? 19 so kazen prekinili. Totalna skrivnost. Glede na to, kako je zapor poln, tudi ni primernega prostora za učenje. In letos smo se recimo v sobi 7 skupaj, lani nas je bilo 5. Res, kako lahko s takimi pogoji pričakuješ, da se bo kdo želel biti tam? Čeprav je zapornikov za 6% manj, se je število ženskih zapornic v zadnjih 7 letih podvojilo. Se družbena vloga žensk spremenja, da prevzemajo čedalje bolj odgovorne naloge. Kot hoditi v službo, plačevati kredit, koga zaštihati, klasične odgovornosti. Lani pa se je zapletlo prav pri novem sistemu subvencioniranja, zaradi česar je spadlo 70% realizacij. In uradnik, ki je kar 7 mesecev imel na mizi nedotaknjeno dokumentacijo za razpis, je po naših informacijah prav Tilen Smolnikar. Tip je nazaj! Za katerega je ministrstvo v petek ob razrešitvi zagotovilo, da ga vrača na delovno mesto, ki naj bi ga ves čas dobro opravljal. Ej, se strinjam, birokrat, ki ne dela nič. Če bi vsi taki, bilo pol manj problemov na svetu. V Sloveniji imamo že več kot 1000 someljejev za vino. Ali po domače alkoholikov. Zdaj pa smo dobili še prva 2 someljeja za pivo, ki sta se izobrazila na Nemški pivovarski univerzi. Študenti, ki pijejo pivo, ni čudno, da so mogli iti v Nemčijo, ker pri nas tega ni. Vsekakor je pač eno pivo, ki ga točimo v 2 različne kozarce, drugačno. Ne, ni. Če ti nekdo samo menja kozarec in misliš, da ima pivo drugačen okus, pol ne veš, kaj piješ. Nisem mislil, da bom komu kdaj očital, da je med študijem premalo popival. Potem ocenjujemo arome, okus, to se pravi, ali je sladek, grenek. Zakaj rajši ne povejo tistega, kar nas vse najbolj zanima? Kakšnega mačka bom jaz jutri imel po tem pivu? Bom jemal punco ali školjko?
ni bilo zaznati prehodov. Zato so prebivalci vse do zadnjega upali, da ograje sploh ne bo. Od hiš se bo zdaj nadaljevala naprej v gozd. Po neuradnih informacijah bo taka panelna ograja segala 500 metrov od mejnega prehoda na vsako stran. 500 metrov hoje v rahel klanec se njim zdi nepremagljiva ovira. Pa kdo se tega spomnil? Šerbi?